Živijo in lep pozdrav sem skupaj ponovno od Kristi Žmahar, to sem jaz, iz duhovnega ateljeja Potovanje duše. Danes sem se odločila, da se oglasim na vašo željo za eno tako zanimivo vsebino in sicer ste me prosili, če lahko naredim napovednik, 3-mesečni napovednik pravzaprav za prihajajoče obdobje. Zakaj ste me to prosili? Zaradi tega, ker ste na internetu prebrali kup enih člankov in te članki so rekli in astrologi v njih so rekli, da prihaja zanimivo obdobje in zanimiva gibanja planetov in da bo cela uzbuna. Tako da jaz sem se odločila, da vas majčkam pomirim, da majčkam potrdim, da malo pogledamo energije in v bistvu kaj je z njimi in kaj se skupaj delati. Tako da z veseljem bom to naredila za vas, pa gremo najprej pogledati, ali res drži, da se Zemlja trenutno in energije na Zemlji premikajo v velike prebojne stvari, da se znajo zgoditi nepojasnjene stvari, prebojne stvari na način, da se zna marsikaj rušiti, pa tako naprej. Ja, v bistvu drži. Astrologi imajo prav, res se nekaj dogaja, ampak to ni razlog za paniko. To je razlog za v bistvu ene fajn stvari, če veš, kaj delati. Ok, zdaj pa, da se malo zresnem. Ok, gremo zdaj na to. V bistvu, jaz preden bom prišla do teh ključnih energij, o katerih vsi berete v teh člankih in poln internetih je, bom začela najprej sistematsko, ker sem obljubila, da bo 3-mesečna napoved. Ok, zdaj pa pogledamo, kaj se bo dogajalo. Torej, prvi premik, v katerega trenutno prihajamo, je 31.10. Retrogradni Merkur gre v Rikverc. Retrogradni Merkur gre v Rikverc, to je fajn. Retrogradni Merkur, ko je v svojem gibanju, v takem gibanju, kot je ena taka zanimiva obdobje, kjer dejansko vsi, ki se ukvarjamo z energijami, ne svetujemo velikih premikov, ne svetujemo, razen če te vesolje ne potisne v to nekih selitev, podpis pogodb, hitrih odločitev, kjer bi, ne vem, se nekaj kar rušilo. Načeloma to ni pravo obdobje za to. Retrogradni Merkur, če le lahko delaš na sebi, na umirjanju svojih misli, da pogledaš, če se ti nekatere stvari zaključujejo, da jih spustiš, to pomeni, da so že v zaključevanju, ampak da sam ne sprejemaš mogoče nekih večjih odločitev, in da nekako narediš introspekcijo, kaj si ti v resnici želiš, kaj si ne želiš in potem ukrepaš 20.11. Kajti takrat bo šel retrogradni Merkur ponovno, direktno, kar je fajn. Ok, tako da 31.10. Kar je taka zanimiva kombinacija zaradi tega, ker je noč čarovnic, kljub temu, da za mnoge to še en dodaten pust na leto, v bistvu sploh ni, dejansko na 31.10. po celem planetu številni magi delajo obrede, ful se dela meditacij, tako da je kolektivna naravnanost takrat zelo močna za manifestiranje in zato hoče definitivno na ta datum narediti kakšno meditacijo, kakšno fajn aktivacijo in tako naprej. Ok, potem imamo drugi preboj. 11.11. koda 11 oziroma sami heng, ponazarja naše misli, pozitivno naravnanost, ponazarja v bistvu tako, da moraš paziti dejansko, kaj ustvarjaš in kako deluješ zaradi svojih misli, zaradi svojih skrbi, zaradi svojih dvomov, pa tudi zaradi svojega pozitivnega naravnanja. Tako da definitivno v novembru se zna zgodi, da bo kar naenkrat temperatura padla, da se bo kar naenkrat vreme spremenilo. To bo ful vplivalo na kolektivno rast oziroma na kolektivni padec, razumete, pa na drugi strani kolektivna rast. Tako da ogromno naredite na umirjanju misli, na mirnih odzivih v situacijah, ogromno tega. To vam bo pomagala meditacija pri tem, ampak zelo veliko, recimo, ko so ta vrata 11 odprta, lahko se veliko manifestira. Zdaj pa, če ti nisi glih pozitivno naravnan, ni glih ta manifestacija nekaj, kar bi bilo preveč fajna. Potem bomo imeli 12.12. Ok, itak je december mesec, kjer se stvari zaključujejo, to vsi vemo, vsi so naravnani na to, januarja bomo začeli pa na novo in vse bo na novo, vse veste, 1. januarja, čas za vse velike odločitve in tako naprej. Ampak nasplošno 12.12. se zelo odpira ta duhovna zavest. Malo je pogojen tudi s tem, ker ljudje
Mečkam se en bolj padajo te družinske občutke, kolektivne občutke nekega veselja, sreča, razen upam, da ne v neko so žalostni, potem je glih obratno, ampak ogromen teh duhovnih frekvenc. Tako da 12.12. je v bistvu nek portal aktiviranja 12 čakr, više zavesti, povezave z angeli, tvojega življenjskega poslanstva, kdo si ti kot duša. To je čas, kjer Mihael ima eno svetovanje, ki se imenuje dešifriranje duše, kjer bere pač človeku zapise njegove duše in kaj to pomeni. Zdaj mi je ta izraz v bistvu pač padel nekako na misel. Definitivno bi jaz tudi portal 12.12 opisala kot neko pač dešifriranje duše, zato da potem dejansko, ko pride do tega reseta v januarju, slediš neki svoji resnici, kljub temu, da je to zemeljska stvar, si mi tudi takrat na energijskem nivoju postavljamo nove cilje, ki bojo delovali za prihajajoče leto. No, in potem prihaja veliki januar. To je ta januar, o katerem vsi berete v vseh člankih. 12. januarja se bosta poravnala Pluton in Saturn. In to nismo videli od leta 1982. Wow, to je pa tako dolg. To je res dolg. Mislim, jaz sem se en let prej rodila, tako da ja, dolg je. Okay. Sami si izračunate, koliko je to bal. Okay. Torej, res dolg nismo videli tega obdobja. Zgodi se nekako poravnata se Pluton pa Saturn vsakih 34 do 38 let. In ko smo šli gledati zgodovino in tudi če boste sami pobrskali po člankih, smo ugotovili, da vedno, da se Pluton pa Saturn poravnala v tistem letu, je bil to uzbuna. To pomeni vse velike neke prelomnice v zgodovini, take orang, pa tudi kakšne vojne, pa tako so se začenjale v tistem obdobju, kar ni razlog za paniko in to ne pomeni, da bomo imeli 750. svetovno vojno, ker ne bomo, Vsaj mislim. Ampak definitivno pravijo, da se takrat tudi astrologi rečejo mu, da bo to edinstvena poravnava. Takrat bojo energije resnično delovale v prid poravnavi, ker Saturn pa Pluton se bosta poravnava, karmične poravnave energijske take in drugačne. Tudi pravijo, da pač bogovi, temu rečejo gods of justice, to pomeni bogovi pravice bodo stopili na zemljo in potem naj bi se vse poravnalo tako, kot mora biti, zaradi tega, ker prihaja do nekega preobrata in ta premik se bo zgodil torej 12. januarja. In kar je še bolj zanimivo je naključje, da je en dan prej portal 11.1. ponovno koda manifestiranja, ponovno po celem svetu pač delajo meditacije za te stvari in pazite to, 10. januarja, torej 2 dni prej, je pa še lunin mrk. 3, vse dobre stvari so 3, jej, Tako da tisti vikend jaz mislim, da bo odločilen, tako da jaz mislim, da se bo vse resnično spravili v nek tak poseben pogon, ampak meni se zdi, da bomo opazovali svet yin-yanga, ker te poravnave, veste, grejo na vse konce. Zdaj, če si delal na sebi, če si se duhovno prebudil, če deluješ v skladu s svojo resnico, jaz ne vidim, kaj bi se ljudje imeli česarkoli zabiti, zaradi tega, ker mislim, da jih bo izstrelil hitreje, kot kadarkoli prej do tistega, kar je njihova poravnava. Zdaj pa, če ti znotraj sebe nisi poravnan, če imaš ti znotraj sebe 1500 neskladij in pride do poravnave, mogoče ni čisto lušten, ampak vse na koncu rezultat poravnave je fajn. Tako da jaz definitivno mislim, da je zdaj čas, da se mi začnemo pripravljati na vse te energijske stvari, na energijske preboje. Se ful veselim tega leta, veselim se vseh teh datumov, to je neverjetno, kako so te puzle se skupaj zložile. Tako da to bo sledilo, Zdaj, definitivno, kar sami delate doma, kar delate na sebi, vse delite, kar ko začutite, delite. Mi smo tako obdobje, konkretno v našem duhovnem ateljeju, definitivno načrtovali vse te velike datume, vse te prebojne. Vedno smo skupaj z vami zato, da vam lahko pokažemo kako, da vam lahko razložimo kako, da vam lahko interpretiramo kako in da vas
vodimo čez te posebne aktivacije, tako naprej. Tako da jaz bom tudi z vami, poleg pač nekih božičnih, novoletnih, pa rednih meditacij, to vsekakor, pa ne vem, Mihajlovih dešifriranj duša za ljudi in tako naprej, bomo definitivno na te prebojne datume bomo mogli biti z vami, tako da 31.10. posebna meditacija, manifestacije v našem ateljeju, potem 11.11. sem jaz namenila, glede na to, da se z odnosi ogromno dogaja, sem namenila sorodnim dušam in priklic ljubezni. 12. seveda duhovne aktivacije, aktivacija višje zavesti 12 čakar in potem 10.1. točno takrat, ko bo lunin mrk, točno takrat, lunin mrk bo 11 minut čez 8 zvečer, bom jaz ob 6. začela dogodek, ki bo trajal do pol 10. dogodek velike manifestacije z angeli, kjer bom dejansko tudi prvič razkrila angelski kodeks, kjer bom ljudem, ki boste prišli, vam bom predala dejansko aktivacije za 12 mesecev, zato ker pač Pluton pa Saturn bosta poravnana dejansko zelo dolg časa, in te neke premike bomo čutili do maja leta 2021. Dobar. Bom predala angelski kodeks, to je 12 meditacij, aktivacij, ki se dela čez celo leto po mesecih z angeli, zato da se ti poravnaš v skladu za svojo resnico življenja, z manifestacijo in tudi, da vzpostaviš pač podporo angelov v tem obdobju in zaprosili bomo Pluton in Saturn, da delujeta v naš prid. Jej! Super! Tako da tak velik dogodek, jaz se ga resnično toliko veselim, ogromno ljudi je že prijavljenih, nisem sploh kaj takega pričakovala. Tako da vse te stvari si poglejte na www.potovanjeduse.si. Jaz bom vesela, če nam zaupate, da vas vodimo čez te aktivacije. Imamo izkušnjo, imamo zelo visoke duhovne vibracije, delamo take meditacije, to preprosto morate doživeti. Tako da to je bil EPP. Tako da jaz vam želim definitivno, da od teh poravnav in vsega, kar se dogaja, vzamete pozitivno, da vzamete te premike kot nekaj, ki te vesolje vzame in ti reče, ok, pripravljen si shoditi, božno vhoditi, in da vzamete kot pozitivno, da vzamete kot nekaj, ki je lahko dobro za vas, in mislim, da je to največji ključ. Kar vam lahko pomagamo, bomo veseli, spremljite nas, naročite se na naše novičke na potovanjeduse.si. Tako da želim vam definitivno en fajn mesec, ki prihaja, vse ostale in sigurno se še kaj javim in adijo!